Živijo, Mare. Živijo. Sorry, da zamujam. Nič hudega. Kako si? Odlično sem. Kako si ti? Dober, hvala. Sorry, ti nisem nič povedal, da bo takole v avtu posnela. Na poti do kosila, da bo tam bolj sproščena. Dober je. Kako želiš, da bi te prepoznavali ljudje tako v poslovnem svetu? Jaz sem razvijalec plovil. Delam dizajne, konceptualne dizajne, ukvarjam se s tehnologijami za izdelavo veliko serijskih plovil. Kako pa želim, da bi me prepoznavali? Nič, jaz sem lojalen, na dolgi rok delam, pojma nimam. Meni se zdi, da ko me takole malo gledaš, da se ti zdi, da se skozi malo zabavam, ne? Ker delam stvari, ki jih imaš ti rad za hobi, ampak saj veš, grass is always greener on the other side. Meni se zdaj od vsega tega, kar sem preštudiral, od tebi tako marketinško najbolj močen podatek, da si ti naredil najdražji slovenski serijski proizvod. Ja, Shipman 80, ja, res je, 4 milijone pa neki. Ampak ni bila verjetno grozno velika serija. Ne, nažalost ne. Je bila serija, so bila narejena orodja, iz katerih so se delali serijski kosi. Mene je to dal na zemljevid na svetu. Vseh 5. Ja, nič pol po Shipmanih, ko je nastopila kriza, sem se začel ukvarjati z čist nebarkarsko stvarjo in sem razvijal podporo kompozitnim kosom za vetrnice, za generiranje energije. Zdaj zadnji projekt je pa to, da sem končal 4-letne pogodbe z eno holandsko multinacionalko, motorne delovne čolne. Ja, postavili smo tovarno, prenesli tehnologijo, razvili 9 novih produktov. Veš kaj, enkrat sem bil za to, se ne vem, če je to politično korektno, da povem, ampak sem bil v Venezueli, ker smo imeli ene tehnične probleme, pa nisem točno vedel, za koga delam. Za obe strani verjetno. Za une, ki vozijo gor v Miami stvari, ali za une, ki preprečujejo. A imaš kakšnega v tem poslu, ki delaš kakšnega vzornika? Koga, komu slediš? Ja, mislim, moj največji vzornik, pa moj, lahko rečem, da prijatelj je Ernst Tomke. To je en Švicar gospod, ki je med drugim razvil tudi Swatch brand. Pač on me fascinira, nima pa veze z barkami, razen to, da je bil moj ali pa naš večkraten klient. Pač tisti, ki se tega resno loti, tisti je uspešen. Saj v Trbovljah tudi delajo neke stvari za rakete, meni se zdi. Pa tle dol auspuhe, pa tako da. Tisti, ki se loti nekaj resen, pa se potrudi. Tako, če vas je teh, ali lahko rečem, arhitektov jadrnic ali dizajnerjev, ali kako se reče prav. Kje se tega posla naučiš? Obstajajo šole za to? Obstajajo šole, pač obstajajo splošne šole za industrijski dizajn. Potem v Southamptonu pa v Franciji so šole prav za navtično arhitekturo, ampak jaz sem kar delal, pa sem se tega naučil. Tako da jaz nisem šolan. Kako kar delal? To me je zanimalo, sem šel v studio, kjer so to počeli in sem počas, od tega, da sem med počitnicami priučil. Da sem med počitnicami tudi med drugim z rokami delal, da sem to razumel, kaj v resnici. Kdaj pa si prvo narisal? Prvo svojo 94. leta. Kakšna je bila to jadrnica? To je bila ena 8-metrska regatna, tako za tle v Tržaškem zalivu. To so bile serije tam 10 do 30, recimo. Daj pa zadnjo narisal, tako da je splavila? Zadnja je bila splavljena pred parimi meseci, ena 12-metrska delovni čoln, v bistvu platforma delovnega čolna, ki se lahko transformira. Kaj pa če rečemo jadrnica? Jadrnica zadnja je bilo pa že kar nekaj časa. Še iz Sivajevih časov? Ja. Po tistem, ko sem šel, se nisem z jadrnicami toliko ukvarjal. Kdaj bo naslednja? Ja, naslednja jadrnica bo pa konec prihodnjega leta. V vodi? V vodi, ja. Ampak narisana je pa že? Narisana je pa že, ja. Zdaj je že v fazi inženiringa, tako da mislim, da v roku parih mesecev se bo začela delati. No in zdaj 94, si rekel prva, zdaj smo pa 2018. V teh 24 letih v čem se razlikuje ta tvoj posel? Ali pa produkt, ki si ga delal,
Takrat prvič in zdaj tega zadnjič. Veš kaj, se veš, tako ti povedal, takrat, ko smo to začeli, je bil v glavnem fokus na produkt, ne? Na barko, na produkt. Ja. Danes je pa še en kup enih stvari zraven, ki jih moraš razumeti, če hočeš, da ta produkt stoji, pa funkcionira, pa pač je obetaven v poslu. Tudi kompleksnost razvoja, veš, mi smo se v zadnjih 20 letih so se orodja za razvoj razvila enormno. To si jaz predstavljam sam, da ti je lažje zaradi tega risati. V bistvu, veš kaj, lažje pa tudi bolj kompleksno, zato ker je toliko bolj razpršena te discipline. Ne? Se pravi, razvoj produkta je samo ena stvar. Ja. Hočeš povedati, da zdaj dizajniraš še izkušnjo, seveda, nekdo jasno, vse to proda. Veš, to v bistvu marketingaši pa prodajalci to prodajo. Ne? Se pravi, kad ti rišeš eno jadrnico, obenem še pač iščeš čustvene momente, seveda, jasno, ki jih boš naslavljal. Jasno, gotovo. Ne? Veš, jaz probam razumeti, kako bojo ljudje to uporabljali, kako bojo videli to od odzunaj, kako se bojo pred svojimi prijatelji ali pa ljudmi okoli sebe počutili. Veš, ta coolness faktor, kakorkoli se zdi plehek, ne? Ja. To ljudje in zato je tudi recimo, ko hodiš, jaz ko hodim po sejmih, ko gledam, kaj se vse v resnici proda, ne? Ampak vsak človek najde nek moment nekje, zakaj se dobro počuti. In pač tle je psihologija, ki jo je treba razumeti. Sej, večina ljudi, ki rečeš jadrnica, pač pomisli na čarterje, ko vzameš za en teden polet na Jadranu. Mogoče pri nas, ja. Mi smo zelo, veš, jadranje, sem prepričan, je največ bark na kupu, ki se vdajajo v čarter. Ne. To je unik na svetu. Ne. Vse jih je na Karibih, je verjetno več bark skupaj, ampak na toliko majhnem prostoru je tle. Tako da mi smo zelo s tem preparirani. Ne. Ampak med čartersko barko pa lastniško barko, da je razlika, manj je kabin pri lastniški. Ja. Veš kaj, true value je, ne, pri lastniških barkah, ampak druga stvar je pa to... Kaj to pomeni, true value? Veš, posla je taka, ka more biti. Kuhna je tako narejena, da se da kuhati takrat, ko je barka nagnjena. Sedi se tako, da se komod sedi. In tako naprej. Pač te niso toliko instant, veš, zato ker pri čarterju je problem v tem, ker se računa cena na ležišče za en teden. Ne? In tam noter je idealno, da imaš ti 8 ali pa 10 ležišč. Ne? Kaj pa se ti zdi, da bi lahko bil tako en tak generalen trend v nautiki? Veš kaj, v nautiki je zdajle absolutno so katamarani. Ja. Ne? Zato, ker pač... Poljaki veliko prostora za pivo. Tudi, ne, pa nud ljudem udobje, pa tako, ne, ker načeloma ljudje, ki pridejo na morje, oni niso, razen parih, recimo skandinavcev ali pa teh severnoevropskih anglosaksonskih narodov, ne, te radi jadrajo, pa trpijo, ne, drugače pa v glavnem ljudje se imajo radi fajn, ne, dobro skuhajo. Kako trpijo, kaj si to misliš? Ne toliko, da sedijo na vetru, pa na dežju, ne, pa v unih holskinih, ne, a veš. Drugače pa, ne, ljudje, pač katamaran je fajn, ne, veliko placa je. Pač se, če pogledaš, kako na Jadranu ali pa v Mediteranu se uporabljajo barke, ne, v glavnem se vozijo z motorji, ne, in katamaran je odlična platforma za biti. Ampak pa bi lahko naredil še ne 100 jurjev cenejšega, pa skinejo vse te jambore, pa jadra. Vse to se dogaja, vse to delajo. Seveda, veš da. No, to je ena stvar, druga stvar je to, da je več motornih bark. Tretja stvar, ki se pa zdaj dogaja, je pa to, ki prihaja z avtomobilov, ne, veš, to, ki se zdaj nisi več lastnik, ne, ampak v bistvu plačuješ po 500-600 evrov na mesec, pa imaš 8-metrski čoln, neko eni marini, pa ga uporabljaš vsak teden in to je to. Ne. Ali pa kdo po tvojem mnenju so oni, ki so uspešni že v tej industriji? Mislim, siguren so uspešni tisti, ki imajo odličen marketing z široko mrežo prodajalcev, ne, razvito mrežo prodajalcev. Ampak to zdaj govoriva v firmi kot je, ne vem, Beneteau, ali pa Beneteau. Beneteau grupa, ja. Beneteau grupa. Ja. Beneteau je kup hotele, naše Slovence. Tudi, ja. Pa Seascape. Ja. To zdaj gledam, če malo po YouTubeu gledaš pa jadranje, ne, pa da so malo športni, danes vsi na foilih so, noben več ni v vodi, ne, vsi lebdijo, kaj jadrajo. A misliš, da bojo te take barke, kot je Seascape, kdaj prišle do tega, da na foilih? Ne, bojo, ampak veš kaj, tle je zaenkrat... jadra. Ja, problem, veš kaj,
mislim, ti spraviš zelo hitro, vsak lahko spravi na foile barko, ampak problem je pol, ko to dol pade, ne, in mislim, dol pade v vodo, ne, kakorkoli, ne, in tle to zna biti problematičen, dokler ne bojo razvili enih takih sistemov, ki bojo to, jaz bi si želel, da bo to prišlo, ne, ali pa ne glih foiling, ne glih foiling, jaz mislim, da bo foil assisted, ne, se pravi, da bo v bistvu ta foil naravo malo preslepil, da je barka lažja, kakor je, pa bo zaradi tega malo hitreje šla, to, verjetno bo to, ne. Zdaj sva rekla, da rišeš eno barko, ki bo v parih mesecih. Ja, jaz sem zdaj, projekt se imenuje Pegasus 50, zame je to čisto logično nadaljevanje projektov Shipman. Jaz sem bil ves čas v kontaktu z ownerji od Shipman bark in sem jih probal razumeti, kaj se njim dogaja, kako oni živijo, kako so barke uporabljali, in pač to, kar sem se tam naučil, kar sem zvedel iz after salesa, se pravi s tem, kaj je bilo z barkami, sem probal zdaj združiti v enem projektu Shipman 50. Ja, nič, to je zdaj... Ampak ti si delal pol recimo sam ta product market fit. Ja. Se pravi, ni tako si predstavljam, da v enem vseh lastnikov Shipmanov... Vseh ne, ampak od velik pa takih, ki sem verjel, da so reprezentativni za ta moj produkt. In hočeš v bistvu izkušnjo, ko so oni Shipmanom dobili, nadgraditi v novi generaciji Shipmana. Odličen, jaz sem iskal to besedo nadgraditi jo hočemo. Nočemo nekaj da nov pogruntati, ne, samo nadgraditi hočemo, da bo fitala. Zdaj pa eno tako hipotetično vprašanje. Recimo, da sem jaz lastnik Shipmana. Ja. Tako, 3 stvari, ki mi jih nadgrajuješ, da bom zapravil milijon, ali koliko bo to koštalo, ali 4? Ne. Stal bo, Sail Away bo stala pod milijonom, ne. Z davkom, recimo, približen bo okrog milijon. Ampak recimo, ne, jaz sem pa do zdaj, 10 let lastnik Shipmana. Ja. No, kaj bi bila zdaj... Veš kaj, ta prva stvar, ki je nadgradnja, absolutno nadgradnja, je to, da bo barka bistveno bolj enostavna za jo vzdrževati. Se pravi, cost of ownership, pa ne samo cost, tudi stress of ownership bo bistveno manjši. Se pravi, manj je več, govorimo, ne. Se pravi, hočemo vzeti ven ampak čist vse stvari, ki jih dejansko barka ne rabi za to, da lahko funkcionira. Zakaj ste jih po Shipmana pol dajali? To je... Veš kaj, največkrat zato, ker nismo vedeli, kako bi drugače naredili. Skratka, poenostavitev rokovanja. Tako. Pol poenostavitev nadzora, ne. Nadzora nad temi elementi. Ne. Se pravi, nobena stvar, ki gre lahko narobe, ne bo v bilžu, se pravi pod podnicami, da moraš iti ti na kolena, ampak bo to vse v enem prostoru, kjer boš šel ti lahko noter, pa boš imel na takole, recimo pred sabo. Kupujejo barke za take velike cifre, sami šraufajo. Ja, oni hočejo vedeti, kaj se z barkami dogaja. Hočejo vedeti ali hočejo tudi popraviti? A veš kaj, če grejo nekam na en remote, morajo znati popraviti, ne. Morajo znati, ne. Mogoče rabijo podporo po telefonu, ampak morajo popraviti, ne. Se pravi, to je ena stvar. Druga stvar je to, da se bo nadgradila povezava med kokpitom pa salonom. Se pravi, kaj mi hočemo narediti? Mi hočemo narediti, da se kokpit pa salon začneta zdeti ljudem kot en prostor, da ga začnejo uporabljati kot en prostor. Ko zdaj greš v klet dol, ne? Ne čist, na pol v klet. Koga ciljaš s to barko? Generalno... Pa zakaj jo bojo uporabljal? Če razumem, to ni za nakornate barka. Zakaj pa ne? No, ampak... Veš kaj, jaz mislim, so bolj ambiciozni tisti, ki mislijo, da kupajo. So. Veš kaj, jaz mislim, da en segment so ljudje, recimo v tem sred 50-ih, ki imajo svoje razvite biznise, pa ki bi se radi začeli počasi umikati. Ne, absolutno so vsi ownerji. To ni barka ali pa niso ljudje s posadko. Se pravi, Pegasus 50 sami delajo. Familija, prijatelji. To je to. Če je bolj enostavna barka, to pomeni, da en sam jo upravlja. Seveda. Tudi koncipirana je tako, da je en sam.
lahko naredi, ne, če hoče, ali pa 2. Ne. Ta drugi potencialni so pa tisti, ki downgradajo, so pa oni, ki imajo zdaj 60-ke, 70-ke, ki imajo, ne vem, 60, 70 plus let, ki so še zmeraj dinamični v glavi pa v telesu, ne, ampak pač jim zmanjkuje ali prijateljev in radi bi jadrali, pa so jim te barke, ki jih imajo prevelike, nočejo pa kruja. Ne. Ali pa lahko si prvošajo vzdrževanje velikih bark, ni jim to problem, ampak problem je v tem, ki nočejo tega, ne, ki bi radi, ne, in to so te, jaz tem rečem, izobraženi kupci, ne, te točno vejo, kaj rabijo. In se mi zdi, da bojo znali tle prepoznati vrednost. Tako je pol najlažje v bistvu izkušnjo, ko jo hočeš narediti, prikazati. Ja, seveda. Ampak gotovo se kaj podobnega tudi že kdo pred tabo lotil projekta Pegasus. Ali gre res za tak nov koncept, da tega svet še ne vidi? Veš kaj, je ene par francoskih ladjedelnic, ki v glavnem delajo z aluminija, ne s kompozitov, ne. Pa v glavnem so vsi koncepti precej manj dinamični, v smislu barke so težke. To bi radi, da bi bil končno spoznanje teh kupcev. Ne bomo oglaševali, da je zdaj to hitra barka, ne? Ampak bomo z elementi, ki k tej hitrosti prispevajo, jim to pokazali, da bojo sami v bistvu odkrili. Kanari, Bahami, koliko časa? 12 dni, ne? Šlo skozi. 12-13 dni, ja. No, ampak se pravi, ti ne moreš reči, da se na izkušnji nekoga, ki je nekaj podobnega hotel delati, učiš. Te Francozi pol niso praviš, ki delajo aluminij. Veš, da se. Kaj so falili te, ki misliš, da jih lahko premagaš? Vse oni niso falili. Oni imajo pač svoj segment teh believerjev v aluminijaste produkte. Jaz tega znanja niti nimam, tako da bi tam težko... Ne, jaz mislim, veš kaj, pameten moramo razumeti trg, pa se pameten lotiti v tem smislu, da namo mislili, da hočemo, ali pa da bomo verjeli, da bomo najboljšo barko naredili. Oni, ki so hoteli najboljše barke na svetu delati, so vsi propadli. Hecena, ne? Ti v bistvu nek projekt lahko delaš že ne vem koliko časa. Kako veš, da si na pravi poti? Kaj so tisti signali zdaj? Testiram z ljudmi iz industrije. Kažeš jim projekt? Razlagam jim, kaj oni mislijo, ne, pa dobivam feedbacke. S tem si v bistvu tudi gradim prodajno mrežo. Ne. Pač iščem že zdaj, ljudi, ki bi to ponujali. Ne. A se tega Pegasusa da že kaj videti? Ja, veš, da zdaj bomo, čez 14 dni bomo launčali uradno web stran, ne, internetno stran. Ja. In jo bomo seveda, Pegasus50.com. Pegasus-joc.com. Ja. No, zdaj pa tako, imaš še enega, ki ima slab milijon za sail away, ki gre v penzijo. Ja. Pa tja do unga križiša imam čas za pitch za Pegasusa. Pegasus je upgrade sailing experience, ki ga imajo zdaj, se pravi, prvo je varnost, se pravi, ljudi bomo manj izpostavili naravnim elementom, oziroma bomo njim pustili, da se bojo sami izpostavili, se pravi, zaščitili jih bomo z streho, z šipo, ki se jo bo dalo odpreti v kokpitu, tako da ali bojo na vetru, pa na dežju, ali pa ne bojo. Spustili jih bomo dol proti centru barke, zato da se bojo manj guncali, da jim ne bo slabo. Ne? In kakšni so prodajni cilji? Ja, 5 bark na leto, oziroma v 5 letih bi 20 radi naredili. Daj še tako, ena igra asociacij. Dovršen izdelek. Avto. Odličen marketing. Dan Lenart, Seascape. Življenjski poslovni cilj, tvoj? Family business. Veliko bi rad delal, z veseljem bi rad delal, pa dolg. Pa veliko bi si prvoščil. Dobro, ful ti hvala. Ja, prosim, z veseljem. Upam, da bom čez 5 let lahko prišel, pa mi rekel, da smo 50 Pegasusov naredili. Až kaj jaz upam? Pred tem že. Da, ko bo splavitev tega prvega, daš povabil, pa da ga posnamemo. Ja, veš da, normalno. Kar zdajle velja povabilo.